GS1 organizacija je nepridobitna, nevtralna mednarodna organizacija, ki promovira poslovne standarde. To predvsem spada označevanje z začrtnimi kodami, kamor najbolj spada tudi identifikacija. Identifikacijski model GS1 je razširjen po celem svetu. Zraven tega pa seveda spada tudi elektronsko poslovanje. Podjetja, ki uporabljajo elektronsko poslovanje, imajo seveda veliko konkurenčno prednost. Tega se je zavedala tudi javna uprava, da je z januarjem letošnjega leta uvedla obvezni elektronski račun. Ta predpis je presenetil kljub dolgoročnim ali pa predvsej pravočasnim napovedim mnogo podjetij. In nekatera podjetja so prepozno, nekatera pa tudi pravočasno seveda pripravila svoje informacijske sisteme tako, da so bili kolikor toliko pripravljeni na ta predpis. Predpis je vplival na informacijske sisteme tako tistih, ki so že imeli uveljavljeno elektronsko poslovanje, to so praviloma največja in najbolj uveljavljena podjetja, ki imajo največja števila poslovnih transakcij, ampak te so imeli več dela, kot pa tisti, ki niso imeli ničesar, ker so uveljavljena podjetja imela potrebo, da na novo naredijo nek poslovni ovinek, nek poslovni proces, ki do sedaj ni bil v pravi praksi. In morajo delati dejansko stvari dvojno. Kadar delajo za javno upravo, delajo na en način, kadar delajo z gospodarstvom ali s tujino na drug način. Srečanje, ki smo ga imeli včeraj, je bilo predvsem dobro zato, ker se je prvič zgodilo, da so na srečanje prišli tudi predstavniki prejemnikov računov, se pravi predstavniki javne uprave. Do sedaj tazga srečanja še ni bilo. Imeli smo torej predstavnike prejemnikov, pošiljateljev, kot tudi tistih vmes, se pravi ponudnikov storitev elektronskega poslovanja. Povedali so svoje izkušnje, povedali so, kako delajo, vsak po svoje. Bilo je dobro zato, ker so se med seboj malo bolj slišali. Njihove izkušnje so seveda mešane. Oni so na eni strani zelo zadovoljni, zato ker so morali zaradi tega predpisa urediti svoje poslovanje. Dokler podjetje ne ugrizne v smer elektronskega poslovanja, ima veliko jalovih procesov. Kadar pa morajo to urediti, vidijo, kako se lahko zares optimalno posluje. No in z tega stališča je tak ukrep sila dober. Na drugi strani je pa ravno zaradi te jalovosti delovanja na strani gospodarstva, se pravi, da tista urejena podjetja, ki imajo že urejeno elektronsko poslovanje, morajo stvari narediti po svoje, drugače. In to je neka hiba. Največji problem je to, da se je elektronsko poslovanje začelo s koncem. Praviloma poslujemo na začetku z naročilnico, dobavnico in tako naprej, kar vse vodi do računa. In v tem trenutku je bilo izrečeno tudi neko cinično mišljenje, do neke mere cinično, ampak za svojo kostjo. In sicer pravi takole nek predstavnik gospodarstva. Ukrep oziroma predpis obvezne uporabe elektronskega računa je dober za gospodarstvo, predvsem zato, ker so se stroški tiskanja preselili na javno upravo. To je cinično rečeno, ampak deloma je res. Razlog tega tiskanja, ki se dogaja v veliki meri teh elektronskih računov, je v tem, da manjkajo predhodni procesi. Elektronsko poslovanje ima smisel takrat, kadar velja pojem M2M, machine to machine. Se pravi, da ne potrebujemo človeka na nobenem koraku, razen čisto na začetku in čisto na koncu. Račun se torej mora razknjižiti, likvidirati avtomatsko, brez posredovanja človeka. Ampak to se lahko zgodi samo v primeru, kadar je predhodni elektronski dokument na voljo, kadar so vsi podatki predhodno pri roki. Ta trenutek tega ni, zato morajo podjetja, prejemniki računov, pogosto to tiskati, da ta račun dejansko papirno uparijo z predhodnimi dokumenti. Težava je to, seveda, da je pojmovanje elektronskega računa v Sloveniji nekoliko neprimerno. Elektronski račun ni samo digitaliziran dokument, ki mu pripnemo neke metapodatke, zato da ga lažje na drugi strani sprejmemo. Elektronski dokument je dokument, ki ga mora obdelovati računalnik. Potrebujemo podatke, takšne podatke, ki so primerni za obdelavo z računalniki oziroma za avtomatsko obdelavo v nadaljevanju poslovnega procesa. V tem dogajanju tega srečanja je bilo pomembno tudi to, da so prišli neki sklepi. Neki problemi so skupni vsem.
In eden med njimi je prav identifikacija pošiljateljev in prejemnikov. Danes se v ta namen po tem predpisu uporablja transakcijski račun. To ni ne mednarodna oznaka, niti ni neka govoreča oznaka, niti niso ti podatki enostavno dosegljivi. In podjetja pri naslavljanju prejemnikov računov imajo neke ročne težave. V gospodarstvu se že 30 let uporablja GS1 lokacijska številka, GLN, ki velja po celem svetu. Je univerzalna, je priročna, je razširljiva in bi bila po mnenju predstavnikov gospodarstva tudi najbolj primerna za uporabo v javni upravi. Tega nažalost ni. Drugi predlog sem že rekel, to je, da je potrebno poslovni proces začeti na začetku. Da mora se začeti na naročilnici oziroma na začetnih dokumentih, na usklajevanju podatkov o partnerjih, o izdelkih, ki jih trgujemo, s katerimi poslujemo, šele potem pridemo po vrsti do ostalih poslovnih procesov. In to je predlog, ki ga je izrekla množica predavateljev oziroma vsi. In še mogoče zadnja stvar je bil pa ta sklep, da se na podlagi teh komentarjev, ki so bili izrečeni, napiše nek dokument, poslovni dokument, z povzetki teh predlogov, komentarjev, kritik, vsega, kar je bilo rečenega in se ga pošlje nacionalnemu forumu v obravnavo. To je bil tudi do neke mere zaključek srečanja.